Ok, dober dan, še z moje strani. Malce logistike, da smo se lahko posedli, hvala za razumevanje. Najprej bom sam še dodala, sem Jelena Aleksič in pri zagovorniku načela enakosti vodim tako imenovani sistemski oddelek za sistemsko spremljanje, preventivo in ozaveščanje. Sicer sem pa strašno počaščena, da lahko danes moderiram 2 okrogli mizi in da začenjamo z okroglo mizo, kjer bojo posamezniki, vsi z zelo zanimivimi življenjskimi zgodbami, delili z nami tisto, kar institucija težko zazna. To so neke popolnoma osebne izkušnje in osebni razmisleki. Ampak še predno začnemo z vsebino, bi vseeno vsakega od vas predstavila na malce daljši način. Gospa Metka Pavšič zase pravi, da je le dobra ali slaba igralka. Živi z okvaro vida. To pomeni, da skoraj nič ne vidi. Na AGRFT je končala podiplomski študij oblike govora. V okviru študija je po besedilu Vinka Möderndorferja uprizorila monodramo Ničesar ne obžalujem, ki jo je doslej ponovila že skoraj 140-krat. Diplomirala je iz socialnega dela. Osnovno šolo je končala v ljubljanskem zavodu za slepo in slabovidno mladino. Doma je iz Idrije, bi rekli, kjer je bila do nedavnega zaposlena kot animatorka v domu upokojencev Idrija. Zdaj pa pravi, da je upokojenka in se bo lažje posvečala svojim drugim aktivnostim. Med drugim pa je delala tudi kot prostovoljka na tom telefonu. Gospa Metka, še enkrat dobrodošli. Nadaljujem kar z Goranom Vojnovićem, ki ga najbrž tudi vsi poznamo. Je pisatelj, filmski in televizijski režiser, kolumnist in scenarist. Njegov prvenec, Čefuri Raus, je bil leta 2008 uspešnica in potem so sledile še vse ostale. V slovenskem literarnem in družbenem prostoru je na humoren in urban način slikovito popisal življenje Čefurjev, torej pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v ljubljanskih Fužinah. Prejel je več literarnih nagrad, kar 3 Delove Kresnike in Zupančičevo nagrado ter italijansko nagrado Latizana per il Nord-Est in poljsko Angelus. Na AGRFT je diplomiral iz režije. Njegova dela so bila večkrat uprizorjena v gledališču in na filmu. Rojen je v Ljubljani. Hvala. Dobrodošli, hvala, da ste prišli. Sani Al-Saleh prihaja iz Hrvaške. Oče je Sirijec, ki je prišel v nekdanjo Jugoslavijo študirati medicino. Sani 27 let živi v Sloveniji, kamor se je preselil medtem, ko je hodil v osnovno šolo. V Skopju je študiral hip-hop. Ukvarja se z glasbo, je DJ, producent hip-hop in house glasbe, dela po vsej Evropi. 10 let je trajalo, da je v Sloveniji dobil dovoljenje za stalno bivanje. S prijatelji ustanovil šolo za DJ-je, kjer različne starosti izobražujejo DJ-janje in to na brezplačen način, kot sem prebrala. Je lastnik glasbene založbe in konceptne neodvisne trgovine in ploščarne. Zase pravi, da je odrasel na Metelkovi, sicer pa je organiziral dogodke tudi v skvotu Rog. Dobrodošel, Sani, hvala za sodelovanje. No in z nami je še Tadej Vesenjak, so me opozorili, da je treba pravilno naglasiti, ker je prleški priimek. Torej, Tadej Vesenjak je vzgojitelj predšolskih otrok in prleški kantavtor. Njegova glasba je mešanica folka, bluza, rocka, humorna, ampak družbeno kritična. Je 3-kratni nagrajenec kantavtorskega festivala Kantfest v Rušah
ter udeleženec festivala šansona La Vie en Rose. Zaposlen je v enem od mariborskih vrtcev kot pomočnik vzgojitelja. Doma je iz Velike Nedelje. Dobrodošel. Zdaj pa kar začnemo, v bistvu z osebnimi zgodbami in pri gospe Metki Pavšič. V enem od intervjujev ste dejali, da ne radi uporabljate besedo slepota. Zakaj? Lepo pozdravljeni, vsi gostje in tukaj moji sotrpini. Če vi zaprete zdaj oči in vam, recimo jaz rečem, da stoji pred vami slepa ženska. Prepričana sem, da se bo pred vami pojavila podoba, ki je stkana iz raznih filmskih predstav, iz raznih filmov, ali pa podoba, ki so vam jo utepli v glavo skozi zgodovino. To je običajno človek, ki je tog, ki ima črna očala, ki zelo počasi hodi, je nespreten, nesposoben in še kaj drugega zraven. Na to besedo slepota se je pač nalepilo skozi čas ogromno predsodkov in stereotipov. In alergična sem, in to zdaj že ponavadi vsi novinarji vedo, kadar preberem v časopisu kljub mojim predhodnim opombam slepa igralka. A ste morda kje že kdaj opazili, da bi napisali plešasti novinar? Ali pa debela ali pa ostarela igralka? Najbrž ne. Slepota oziroma, tako bom rekla, slepota zajema celega človeka, celo njegovo osebnost, sama beseda. Če pa jaz rečem, da ne vidim, to zajema mojo sposobnost videti, je ena izmed mojih lastnosti, tako kot to, da imam 75 kil, ena od telesnih lastnosti, zagotovo pa ni vsesplošen del mene same kot osebnosti. In zato vedno rečem, da ne vidim ali pa imam oviranost vida. Ker jaz mislim, da sem veliko več tudi kaj drugega kot samo težave z vidom. Sem človek, ki želi biti enak, ne želim biti ne podčlovek, bom rekla, ali pa ne nadčlovek, ker tudi včasih nam nadnaravne sposobnosti pripisujejo. Zato, kot pravim, sem alergična na slepa igralka v časopisih. To je potreba novinarjev, ne pa moja potreba. Hvala. Hvala, gospa Pavšič, k vaši izkušnji, kako ste zaradi obslepoti, ne zaradi obslepoti, bom rekla, se nekako prebijali skozi izobraževalni sistem, pa potem tudi na področju zaposlovanja se bomo še vrnili k temu vprašanju. Gremo zdaj k Goranu Vojnoviću. Ali je Marko Đorđić, glavni junak Čefurjev Raus, ki trenira košarko, hodi na srednjo poklicno šolo in hodi na poletne počitnice k svojim sorodnikom v Bosni, tudi še danes tipičen oris pripadnika enega od narodov nekdanje države? Lep pozdrav. Mislim, Marko Đorđić je eden od, daleč od tega, da bi bili vsi
potomci priseljencev iz bivše Jugoslavije takšni, kot je Marko Đorđić, hvala Bogu, da niso. Ne? Kdo bi pa prenesel 100-200 tisoč Marko Đorđićev v državi. No? Dejstvo je, da pač predsodki so ravno tisto, ko poskušamo iz enega primera posplošiti in pripisati lastnosti enega, potem še vsem drugim, ki so mu v neki točki podobni. Ne? Skratka, če se navežem na Medhod, je v bistvu tudi pri Čefurju to, da kot pri slepoti, ne? Pač se na to besedo, na to podobo vežejo določene lastnosti. Ne? Zdaj, jaz, ko sem ustvarjal Marka Đorđića, me je sicer zanimal prav ta lik, ki bi bil blizu tem predsodkom. Skratka, lahko bi vzel samega sebe, ki sem mogoče malo dlje od teh predsodkov, že zato, ker sem nekoč hodil na tole šolo, ko še ni bila tako lepa in prostorna, ko bi se kar precej stiskali zdajle v nekdanji gledališki dvorani. Skratka, neko drugo pot sem izbral, ampak namenoma takrat izbral prav Marka Đorđića ravno zaradi tega, ker za razliko od mene se on nikakor ni mogel izmakniti tem predsodkom, temu, da bi sam sebe dojemal tako, kot ga dojemajo drugi. In tukaj se mi zdi, da je nekako bistvo diskriminacije. Ne? Mi, ki mogoče imamo to sposobnost, da vidimo sebe in svet na različne načine, lahko svojo zgodbo povemo tako ali drugače. Ne? Jaz lahko vse, kar se mi v življenju dogaja, z malo truda prikažem tudi kot diskriminacijo, lahko pa seveda to prikažem tudi kot to, da sploh ni diskriminacija. Ne? Sploh zato, ker v mojem svetu diskriminacija je zelo težko določna. Noben ne pride do mene, pa me, da rečem, na gobec reče Čefur, marš ven. Ne? Tega pri nas, saj v mojem svetu, ni. Diskriminacija je vedno nekje komaj zaznavna, se skriva, se zavija v nek celofan, se skriva za neke birokratske postopke in dejstvo je, da lahko ravno zato marsikdo v bistvu je diskriminiran, pa da tega ne ve, in po drugi strani tudi lahko marsikdo prikaže sebe kot diskriminiranega, čeprav to ni. Ne? Ravno zato imam jaz veliko težavo, ko se postavlja to vlogo žrtve, zato ker se mi zdi, da resnično diskriminirani imajo težavo prav v tem, da čeprav so resnično diskriminirani, nimajo v bistvu načina, kako bi to zgodbo povedali, tako da bi tudi mi razumeli, da so diskriminirani. In v bistvu se mi zdi zelo napačno, če se mi, ki imamo to sposobnost, da svojo zgodbo predstavljamo na različne načine, potem nekako namesto njih postavljamo vlogo žrtve in izkoriščamo ta privilegij, ki ga imamo, da skratka o sebi lahko govorimo različne zgodbe. Ne? Tako da jaz sem zato vzel lik Marka Đorđića, ker sem hotel opozoriti, da so poleg mene tam neki ljudje, ki pa dejansko ne znajo ali pa ne zmorejo se iztrgati iz teh predsodkov, ki jih nekako obdajajo, ki jim nekako določajo življenje, ki jim določajo identiteto, da so nekako postanejo ujetniki tega razumevanja na nek način njih kot Čefurjev. Ne? Ker jaz pač od nekdaj sem bil Čefur, kolikor sem si sam to želel, in ko mi ni pasalo, sem si pač dal lepo sračko gor, pa prišel pa govoril v pravilni slovenščini in se delal, da sem Slovenc. Zdaj, moje naslednje vprašanje je bilo, pa ste zdaj na nek način že odgovorili, Goran, koliko je Gorana Vojnovića v Marku Đorđiću, ne? Se pravi, koliko je tega stereotipnega prikazovanja Čefurjev v narekovajih. Ampak rekli ste, ne, ko sem prišel sem na akademijo, sem se nekako, bom rekla, izvlekel, če sem prav razumela, iz tega stereotipiziranja strani drugih, seveda govorim, ne? A tako nekako razumem? Jaz sem se že od nekdaj imel možnost izvleči. Prvič to, ker sem bil
uspešen športnik, vsaj na začetku kariere, prve 2 leti, ko sem še mislil, da bom igral v NBA, pa sem tudi druge prepričal to. Potem sem nekako imel dobre ocene, tako da sem bil lahko piflar, ne. Skratka, tudi to, ne. Sem šel potem na gimnazijo Bežigrad, tam težko si bil čefur na Fužinah, če si hodil na gimnazijo Bežigrad, ne. Tako da pravim, jaz sem imel te možnosti, da sem svojo identiteto gradil na zelo različne načine, ne. In te možnosti pa večina ljudi nima, ne. Večina ljudi, no tistih sem hotel pisati in zato vedno poudarjam to razliko med mano in Markom, bolj kot neke podobnosti, ki so, ja, oba sva potomca priseljencev, oba sva odraščala na Fužinah, oba sva igrala košarko, ampak oni, njegovi prijatelji, nimajo te možnosti, da bi bili poleg tega, da so čefuri še to, pa še to, pa še to, tako kot imam jaz, ne. Tako da v tem smislu se moram jaz, se mi zdi, pa ne sem jaz, ampak vsi na nek način meni podobni, zavedati tega privilegija, ki ga imamo, glede na ljudi, ki so resnično diskriminirani, ne. Ker ljudje, ki so resnično diskriminirani, dejansko njihov CV ni potem tako dolg, jih ni ponavadi težko na dolgo predstavimo, ker sami sebe težko na dolgo predstavljajo, ker jih to, kar jih diskriminira, na nek način tako zelo določa, da v bistvu potem nič drugega ne uspejo razviti, kot nič drugega se ne uspejo svetu predstavljati. Hkrati se pa v bistvu tudi ne zmorejo predstaviti na tak način, da čisto vsi razumemo, da so diskriminirani, ne. Tako da tukaj gre pa za ta privilegij pripovedovanja zgodb, ne. Mi vsi lahko pripovedujemo različne zgodbe, resnično diskriminirani pa pripovedujejo eno, pa še 101 imajo v bistvu težave, kako jo povedati, ker so stvari preveč boleče, nimajo distance do njih in nimajo besed pogosto, da bi nam, ki imamo to distanco, sploh prenesli to svojo izkušnjo. Hvala. Se še vrnemo nazaj tudi k vam. Gospod Sani El Saleh, vi ste prišli, kot sem rekla, v Slovenijo, medtem ko ste bili v osnovni šoli. Kako so vas sprejeli vrstniki, učitelji, okolica, kako ste se znašli v tistih občutljivih letih zagotovo ob jezikovnem, mislim, v nekem novem kulturnem okolju, jezikovnem okolju, kaj se vam je dogajalo, kako ste to selitev doživeli? Torej, oče Sirijec, mama z Hrvaške. Izvolite. Pozdravljeni. Ja, kakor je rekla moja oče iz Sirije, mama je Hrvatica, oče je pa meni podoben, tak rjav pa to. Mama je pa blond, pa modre oči. Ja, to je zelo pomembno danes v tem svetu. Bolj, ko sem starejši, vidim, da je to pevski svet, ki ima pevcu več pravic kot kjerkoli druge rase. Že kot otrok sem čutil diskriminacijo in to, kar je razlagal sogovornik. Sem šel po kozarec vode, pa je rekel, cigan, bejš ven, ko sem bil star 5 let, to je rečemo prva soočenje z diskriminacijo. Potem, ko je videl mojo mamo, je pa rekel, nisem vedel, da ni cigan, ne. Ja, kakor sem povedal, predvsem čutim, da imajo pevci zelo veliko več pravic, tako da, če se pogovarjamo o, rečemo, spolni diskriminaciji ali pa slepi, pa je to dvojna diskriminacija za črnskega slepega človeka ali pa črnskega geja. Ne do Bog, da si črnski gej. To je po mojem najhuj diskriminiran človek na planetu. Da si črn, pa še gej. Tako da vse, kar doživlja belska rasa kot diskriminacijo, jaz vem, da drugačno obarvani doživljajo krat 2 iz te perspektive. Jaz sem zelo, ko sem se preselil v Slovenijo, nisem čutil veliko diskriminacije v razredu, so me zelo lepo sprejeli, sem imel zelo dobro učiteljico, ki je nadure z mano preživljala, da me je naučila slovensko govoriti in sem ji zelo hvaležen, ker potem nisem nikoli več imel tazga tretmana strani šole. Tako da se ji res zahvaljujem, da me je tako integrirala. Takrat sem padel v Prole
med Čefurje, ker prihajam iz Hrvaške, kjer je pa večina Srbov in Bosancev in večina bilo nastrojenih proti Hrvatom, tako da sem čutil tudi hrvaško diskriminacijo, ker takrat je glih po vojni bilo leta 98, tretja na svetu Hrvaška v nogometu, kjer sem velikrat mogel laufati iz šole, če sem imel dres hrvaški, rečemo. Tako da teh diskriminacij je malo more. Eno je ta, se mi zdi nacionalna, ki smo jo mi čutili po vojni, se pravi, kdo je zdaj Hrvat, to je Bosanc, to je tisti, to je to. Ena je pa rasna, ki pa pade pol cel Balkan v to, a ne, žal. Predvsem tudi Slovenija. Zdi se mi, da je velik razlog to, da ne priznavamo Palestinije, rečemo, in da imamo opešeno ukrajinsko zastavo, nimamo pa držav drugih, ki so v vojni. To se mi zdi, da podpira rasizem in diskriminacijo, ker je zelo dvolično gledamo na svet, kjer spet se željuje za belsko populacijo, za črnsko pa ne, ker so cigani umazani in tako naprej. Jaz imam 2 otroka in sem tukaj tudi, da se borim za prihodnost mojih otrok, ker se piše Al-Saleh, tako kot jaz. In opažam tudi, danes v šoli je zelo veliko diskriminacije. Rečemo, hčerko sem v vrtec šel piskat in so predstavljali kontinent Afrika. Edino stvar, ki so rekli, da se v Afriki brijejo, ker imajo uši. In učiteljica je bila, bravo, kaj bravo, kako je lahko to sploh sprejemljivo, da celo Afriko, ki je ne vem koliko milijonkrat večja kot Slovenija, določite, da imajo vsi uši in si brijejo glavo, mislim. In učiteljica, bravo, super ste to povedali. Ne vem, pogovarjajo se zdaj v 4. razredu o odvisnosti in kot odvisnika zalimajo gor, ker jim je dala, da nalimajo kot odvisnika, črnca z dreadlocksi v rasta barvah. Rastafarian je, kakor jaz vem, je to religija, in oni uporabljajo konopljo kot ritual, in to je tudi zapisano. Zdaj eni to in tako naprej, tako da tega rasnega rasizma je zelo, zelo veliko. Hvala Bogu, tako kot nekako se je on reševal s tem pifarstvom in takimi stvarmi, sem se jaz edino lahko rešil s hip-hopom, Ker takrat, ko sem jaz bil otrok, so bile na televiziji oddaje, kot so Prince Bel-Air, Will Smith, pol je bil Cooper, Steve Urkel, in končno si imel nekaj, kjer si lahko izpadel cool, če si bil tam napolt, Tako da moja edina, jaz sem imel 2 možnosti v življenju, ali sem hip-hoper, ali sem pa cigan, Tako da sem raj vzel hip-hoperstvo, kjer so me pozitivno diskriminirali, se pravi punce, ki so me rade hip-hop, so hotele biti z mano in prka z Slovenci. Tako da raj sem bil pozitivno diskriminiran kot negativno, ampak še zmer sem diskriminiran. Tako da ja, tako nekako bom zaključil. Se pravi, v bistvu med osnovno šolo pred 27 leti pa med danes tako rekoč se ni veliko spremenila, kot kaže. V bistvu ne, v bistvu se čisto nič ni spremenilo, še zmer je belski svet, še zmer delamo samo ene novice. Mislim, da je velika krivda tega rasizma je predvsem mediji, ker mediji vsakič, ko pride v medije migrantski val napada, muslimani prihajajo posiljevati, vsakič to čutim na svoji koži. 50% si umišljam, da me vsi gledajo kot posiljevalca, 50% pa čutim, da me res gledajo kot posiljevalca. Tako da vsakič, ko zaide medij v drugo temo, rečemo Kitajci, imam jaz mir pol, in imam ponad mir kakšen mesec, pa je spet kakšna migrantska fora, pa kakšne laži, ki se pol pogruntajo, da ni migrant, niti noben posilil v Tivoli, nobenega rečemo. Ampak žal mediji tako pridejo, da
ta prva novica gre širše, opravičilo je pa v zelo majhni meri in zelo malo ljudi sliši, da pač migrant ali nek črnc ni posilil v Tivoliju nekoga. Ne. Ampak mi to vsi čutimo na svoji koži in predvsem čutimo ta strah v ljudeh, ko nas gledajo. Ne. Zato, ker imam kodraste lase in izgledam tako, kot izgledam, da prinesem cash v banko in mi ga noče sprejeti, ker nimam potrdila, od kje mi zdaj ta denar. Pa lepo grem domov, dam svoji slovenski ženi, ona gre na isti šalter in izprejmejo denar. Tako da teh diskriminacij bi vam jaz lahko 3 tedne govoril, mislim, koliko je tega. Jaz sem se že naučil živeti s tem, imam pa opažam veliko jeze in žalosti proti pevskemu narodu, žal, ne, ki je moja mama, ne, je blond, ampak žal z leti raste jeza, ker vidiš, da ben to ne opaža, razen tist, ki je drugačen. Ne. Pridemo še do tega, hvala Sani za tole zgodbo, pričevanje, ki kar traja in traja očitno. Ne. Tadej Vesenjak, vi pa ste, poleg tega, da ste glasbenik, tudi vzgojitelj. Delate torej v vzgojiteljskem poklicu, ki je eden bolj feminiziranih. Zaradi vašega spola ste imeli na delovnem mestu težave. Jih lahko malo opišete, kako naj bi to bilo? Kako so vas sprejeli zaposleni, sodelavci, sodelavke predvsem, starši? Takrat so bile res samo sodelavke. Jaz mislim, da sem se znašel z istimi pogledi, z istim nekim skepso, tako se znajde ženska, ko pride vojsko, ne, mogoče. To je bila vseeno ženski poklic, ženska domena, oziroma bilo je še tako celo, da je bila neka starejša generacija. Jaz sem bil takrat star že skoraj 30 let, pa sem bil še skoraj smrkavec za njih, ker so bile vse približno 20 let starejše od mene. Stara šola, še vrtca, kjer se je pač malo drugače gledalo na otroke. Jaz sem se pa začel tam metati po tleh z njimi, skobacati po tleh, pa je bilo še tako malo, kaj se te zdaj po tleh mečeš. Dansko, no, jaz moram povedati, da kar se tega tiče, sem imel mogoče najboljšo učiteljico, kaj je možno, mojo mamo, ker sem tudi najstarejši od 4 bratov in sem rasel s plenicami, s flaškami, z otroškimi boleznimi, fintami in vsem ostalim gor. In tudi moja mama ima zelo močen čut za empatijo do otrok in jaz mislim, da sem to zelo dobro podedoval. Ko sem šel pa na faks študirati, pa sem naletel tudi na res odlično mentorico. Na faksu bom rekel, da je bilo zelo dosti bolj predajanja in teorije in s tistim smo si pač malo, koliko smo si lahko pomagali. Praksa je pa res naredila svoje. In ko sem jaz pač prišel delati v vrtec in še celo v jasli, me je ravnateljica, ki me je sprejela, zaposlila, me je lepo odpeljala v jasli in še tako lepo rekla, tak se pa sem vam jaz danes to enega lepega fanta pripeljala. So bili malo tako, no da gremo, da te vidimo, ne. Ded, kak se boš zdaj znašel tu med plenicami in vsem tem. In vem, da smo imeli tisto prvo previjanje, jaz sem še doma hitro malo to ponovo znanje, jaz sem že od 11. 12. leta doma previjal brata. In jaz vem, da sem tudi na začetku samo sem upal, da ne bo glih pokakan že prvi, ne. Hec je bil v tem, da jaz sem se res začel z otroki po tleh metati in dvigovati, cartati in šel na njihov level, nivo, na tla, ne. To se krat se še zdaj vsem priporočam, da naj se, vsi, ki delajo v vrtcu, da naj se pač dosti krat sedejo na tla, da malo vidijo, kako sploh otrok vidi, ne. In
Je bilo 14 dni, pa sem bil na zagovoru pri ravnateljici. Kaj sem te zdaj narobe naredil, in pa so bile neke, da ne iščem dud, da se ne grem, take smešne stvari. Pač otrok je šel domov, mala deklica, bila 3 leta stara in kje ima dudo in jaz sem rekel, kaj zdaj ne, v 5 minutah obrnemo igralnico okrog, da me jaz našel dudo, pa sem rekel, ne, pojdi. In ko je deklica videla, da jaz ne bom šel iskat dude, je šla v kotiček, dom, tam so bile neke ženske torbice, 5-6 ženskih torbic za 1000 predali, je šla, poiskala točno tisto torbico, odprla dudo, odprla predal, vzela dudo in šla domov. Sem rekel, jaz bi lahko to imel 2 uri iskal, to dudo, ne. Danes sem bil na zagovoru, no, in glavno, takrat me je ravnateljica pomirila in rekla, Tadej, nič se ne boj, jaz vem, kak je, vem, v kakšni koži si, kje si se znašel. Jaz sem te namerno dala tja, da malo razbiješ njihov svet, njihovo monotonijo, da malo dvigneš njihove kriterije in samo tako dalje, dobro delaj. In sem se tega držal. Otroci so me imeli radi, starši so me imeli radi, ne. Vse so me strašile pred starši kakšni, da bojo prišli. Jaz sem si mislil ob 2, kdo bo to zdaj skozi vrata prišel. To je bila res ena taka stara šola vzgojiteljic, zdaj so že vse v penzionu, kasneje smo postali dobri kolegi, prijatelji, sodelavci, ampak začetek je bil pa kar, so mi kar probale, mislim, dali so me do znanja, da ti boš pa mogel malo več pokazati, kot če bi kakšna ženska prišla, ne. Čisto tak občutek sem imel. Tako pravim, kot ženska, mogoče v moški vojski. Drugi svet. Ampak se splačalo, mislim, sem vztrajal, bilo mi je fajn, lahko rečem, da sem imel res veliko srečo pri izbiri poklica. Zelo rad upravljam to delo. Ne morem si predstavljati, da je delo kaj drugega. Dejansko jaz, ne vem, če mi boste verjeli, ampak jaz včasih zvečer grem težko spat, ker komaj čakam, da se zjutraj zbudim, spijem kavo in grem vrtec. Ne vem, koliko je takšnih služb na svetu, da te tako pričakajo, pa prvih 10 minut moraš samo poslušati, kaj je novega, pa to je. Ja, recimo, ja. Zaigrati mogoče. Zdaj sam še to, kaj pa reakcije, dobro, zdaj ste govorili. Ja, je še kakšna druga diskriminacija, seveda, ja. Bilo je zanimivo, starših ni bilo nikoli problemov, ne, jaz kot moški, ne. In to je bilo še moje tisto dolgo laso obdobje, dobro, brado imam še zdaj. Pa je, jaz otroki tam po tleh, vzgojiteljica, 2 sva bila, vzgojiteljica tam nekaj rihtala pri previjalni mizi, jaz pa po tleh notri in ena babica prije notri pogleda v igralnico, išče svojega otroka in pa najde mene tam notri, vidi, kako gledam meni pa reče, tako gledal, tisti kup otrok, vsi na meni, gleda vzgojiteljico, na mene, gleda vzgojiteljico pa reče, čujte, pa se nič ne bojijo totih čupavih pa kosmatih. Jaz mislim, malo šole pa moramo narediti, pa se rekel, ne, veste, gospa, ne, ker otroci pa gledajo samo in zgolj v oči in to je nekaj najboljšega. Škoda, da človek ne ostane otrok celo življenje, se ne bi srečevali s tem, kakšne barve kože si, kakšne lase imaš, kako si oblečen, kako govoriš, ampak bi bili tako imamo dostikrat priložnost opazovati otroke na plaži, kako se igrajo iz različnih koncev sveta, iz različnih kultur, brez zadržkov, brez predsodkov. In
tak je nekako v zametku, čisto samem zametku je človek še res pošten, iskren in res človek. Pol ga pa dobijo odrasli v roke in ga pač socializirajo, kaj čemu. Hvala. Gospa Pavšič, lahko opišete, kako vas je to, da ste bili že v otroštvu slabovidni, zaznamovalo, oziroma kaj vam je to prineslo in kaj morda tudi odneslo? Kot sem rekla že prej, na vaši spletni strani sem prebrala, da ste imeli nekakšno težavno vključevanje v izobraževanje in posebej v delo in zaposlitev. Ste se počutili diskriminirano pri tem? Zakaj? Kako? Ne ves čas. Zagotovo sem se pa na momente skozi težavna obdobja, predvsem začetniška, počutila tako, čeprav niti nisem znala tega tako poimenovati. Ko se rodiš in si v nečem drugačen, to zelo občutiš na svoji koži. Včasih to deliš z drugimi, včasih pa bolj v sebi pestuješ. Se ti zdi tudi nekako samoumevno, da imaš več težav v življenju. Ampak evo, da grem kar konkretno. Ko sem se vključila v 1. razred, pa ko sem šla v Zavod za slepo mladino v Ljubljano, pa ko sem šla v srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, pa ko sem šla kasneje na takrat višjo šolo za socialne delavce, vedno sem imela pol leta krizo. Ampak potem sem se speljala z vsemi tegobami. Bila sem, hvala Bogu, zelo komunikativen človek in človek, ki je vlekel nase druge ljudi. Tako da je bilo tudi polno lepega, ne. Bom povedala pa zdaj eno lepo izkušnjo, ki se mi zdi danes ena taka prilika. Ko sem imela 19 let in sem končevala srednjo zdravstveno šolo, tja sem bila usmerjena zato, ker je bil takrat en tak stereotipni poklic fizioterapevta, ne, za osebe z okvaro vida. Vsaj v svetu, pri nas v Sloveniji se je tudi tam zataknilo, ne. Jaz si pa tega pravzaprav niti nisem želela, jaz sem bila od nekdaj bolj nekak kulturniški človek. No, in ko sem končala to šolo, sem jaz samo z enim očesom poškila v razpis faksov in videla Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in tam je pisalo na igri Popoln vid in sluh. Tega je 30 let nazaj, ne, skoraj da. Ali pa še več, no. In sem jaz to samo preskočila, sem rekla, saj to je itak zame nemogoče in sem kasneje izbrala drugo opcijo, socialno delo. Nikdar je nisem obžalovala, zato ker sem, mislim, da kar rojena za delo z ljudmi. Čez toliko let, pri mojih 42 letih, pa slučajno srečam povezovalca tega današnjega dogodka, Tomaža Gubenška, ki mi mimogrede pove, da je razpisan nov program na akademiji. Sem rekla, a je zame tam kakšna ovira? Ne, je rekel, nobene. Jaz sem se vpisala, naredila tiste uvodne razgovore, ali kot sprejemne izpite, ali karkoli je to bilo. In moram reči, da sem na akademiji naletela na izjemno odprtost, pripravljenost, karkoli prilagoditi. Skratka, preživela sem čudoviti 2 leti. Res bi rada rekla hvala za to držo, zato, da sem imela takrat občutek, ne zato, ker je v nekih paragrafih zapisano, da ne smemo delati diskriminacije, ampak zato, ker je bil Tomaž in vsi ljudje odprti
ker so videli v tem tudi priložnost, da se kaj novega naučijo, zato sem jaz lahko prišla sem in doživela to izobraževanje in te lepe stvari. Evo, hvala lepa ob tej priliki. Hvala tudi vam. Mislim, da je veliko odvisno od posameznikov. Lahko je še tako zapisano v vseh zakonih, v vseh pravilnikih, ampak če se človek vsak zase ne odloči, da bo vsak dan sledil eni odprti drži, v stiku z ljudmi, da ne bo širil te ozkosti v glavah naokrog, ampak da bo imel eno držo odprtosti, potem je vse to govorjenje, vse take konference, kot so danes, najbrž zamanjane. In da nadaljujem to zgodbo, mojo zaposlovanja, tukaj se je pa zataknilo. In tudi moji kolegi, vsi bi podobne stvari lahko govorili. Ni problem izobraževanja, vsaj večinoma ne. Ko pa ti naletiš na zaposlovanje, se pa zatakne. Jaz sem delala 6 let kot prostovoljka v domu upokojencev, ko sem študirala ob delu še visoko stopnjo na socialnem delu. 6 let kot prostovoljka, 4 leta kot javna delavka, da sem lahko dobila službo za 4 ure kasneje. Pokažite mi človeka, ki se 10 let more izkazovati in dokazovati, da dobi zaposlitev za 4 ure. Najbrž jih ni glih veliko. Kar me je pa še bolj nekako razkurilo, takrat je bilo pa eno dejstvo, da ko sem bila sprejeta, so me pa želeli zaposliti, kot da imam 3-letno izobrazbo. Morate vedeti, da sem delala iste stvari kot moje kolegice, ali celo jaz sem vodila stvari, pa je kolegica sedela zraven mene, ona je bila za visoko izobrazbo plačana, jaz ne bi bila pa za izobrazbo 3 let. Moram reči, da sem si takrat poiskala psihoterapevtsko pomoč, da sem dobila eno notranjo moč, da sem se lahko spopadla s temi težavami in se nisem pustila, tako da sem kasneje naletela dosegla to, da sem bila plačana in zaposlena za višjo šolo. S tem sem bila tudi zadovoljna, zato ker itak ta poklic je višja šola največ, kar lahko dosežeš. Pa moram reči, da so bili vsi prijazni do mene. Ne gre za to, da bili neprijazni do mene. Gre za to, ne, vse je v redu s tabo, pridna si, sposobna si, ampak ne čisto enaka, pa ne moraš biti nam. Moraš zelo veliko več delati, zelo veliko več dokazati, da si vsaj približno enak drugim. No, zdaj mi je pa nekaj iz glave ušlo. Skratka, delala sem 30 let zelo lepih tega animatorskega poklica v domu upokojencev, tako da sem hvaležna za to in zadovoljna. Ja, kaj reči na to? Diskriminacija ima tudi prijazen obraz, ne? Tako je. Aha, zdaj sem se spomnila še, kaj sem hotela prej povedati. Bom kratka. A ni čudno? V prostovoljskih aktivnostih vodila sem 10 let kar obsežno mrežo prostovoljcev, tudi sama sem bila ves čas prostovoljka na našem koncu Idrijsko-Cerkljanske. Glejte, tam sem lahko bila ambiciozna. Tam me nihče ni oviral, ker seveda ni bilo povezano z denarjem. Lahko sem vodila, lahko sem bila šefica, lahko sem bila ne vem kaj, kjer je pa treba plačati, kjer je potrebno konkretno pokazati, kje smo enaki, tam se pa zaustavi. Hvala.
kar pogosto ugotavljamo tudi pri zagovorniku načela enakosti. Ja. Goran Vojnović, novinar Jure Aleksić, nisva si v sorodu, šalo na stran, je nekoč v Mladini zapisal, citiram: beseda čefur je na nek način duhovni bratranec besede peder, saj je natanko toliko problematična, kot je uporabna, totalno. Konec citata. Ker se ukvarjate z jezikom, kako je jezik lahko izključevalen, vključevalen, kako pomemben je, ko poskušamo prepoznati ali pa celo preprečiti ali pa celo odstraniti diskriminacijo? Ja, nažalost smo, vsaj moja generacija, Sani je malo načel že to temo, odraščala v obdobju, ko je jezik postal tisti detektor tujstva, ne, za vse nas, ki nismo bili temnopolti, ne, pa na videz drugačni, ne, pa mogoče tudi nismo imeli vsi takih imen, da bi kar kričala drugačnost, ne, jaz bi si lahko dal mehki, trdi čr na konc zapisal, pa bi kot Goran Vojnović lahko bil tudi poslanec Slovenske nacionalne stranke, tako kot so bili nekateri podobno imenovani. Skratka, jaz sem imel to možnost, da bi se skrivil, nastal je v bistvu za mnoge v bistvu jezik, ki jih je razkrival. Ne? In jezik je postal v bistvu na nek način breme. Ne? Skratka, večina, bom rekel, čefurjev ni bila na videz drugačnih, to je razlika med njimi pa mogoče priseljenci danes, migranti, ki v bistvu se ne morejo skriti. Mi smo imeli ta privilegij, da smo se mogoče vsaj na videz lahko vsaj večina nas skrila. Tudi, če smo povedali ime, ne, če sem se rekel Goran namesto Goran, ne, sem kar nekako šel skozi. Skratka, jezik je pa ostal, ne, ker večina nas, recimo, da ki druga generacija, smo kar govorili, ampak ne pa čisto popolnost. Tu pa tam so te detektirali. Ne. In v bistvu jaz razumem čefurščino, ne, ta slang, ne, kot v bistvu en poskus tega, da bi se osvobodil tega bremena. Skratka, izmislili smo si jezik, ki ga nisi mogel govoriti nepravilno. Ne. Čefurščini je vse dovoljeno, vse besede so pravilne, vse načini izgovorjave, vse sklanjatve, dvojine, rodilniki, lahko jih uporabljaš, ne, kakor želiš. Ne. Skratka, v bistvu tudi daš vedeti, da ti ne poskušaš govoriti slovensko, ne zato, ker ne bi znal ali pa ne bi zmogel, ampak ne, ti govoriš nek drug jezik in ga govoriš koliko ti paše. Ne? Skratka, v bistvu noben ne ve, kako dobro ti govoriš slovensko, odkot si. Ti si pa zdaj govoriš ta svoj jezik, ta svoj slang in se v bistvu za njim na nek način lahko skriješ. Ne? Ker zato so ga tudi na nek način bolj posvojili tudi mnogi Slovenci, ne? Začeli govoriti L, ne? Ker je bil to ena igra, ne? Skrivalnic, ne? V bistvu neka maska drugačnosti, ki si jo oblekel in jo potem zavrgel. Ne? Taka v bistvu drugačnost je lahko zelo prijetna. Ne? Si drugačen, ko ti to paše, ko si lahko pozitivno diskriminiran, recimo, ne? In pa seveda, ko pa nočeš biti negativno diskriminiran, pa seveda to zavržeš in seveda gre naprej. Ne? Tako da ampak rabiš pa potem tudi določene spretnosti. Ne? In na zadnje sem imel eno zanimivo debato z eno kolegico, pisateljico, ko smo imela javni nastop, pa je rekla, jaz pa še zmer nisem vajena, pa še zmer ne znam tako lepo govoriti to slovenščino na odru. Ne? Sem rekel, veš kaj, moja sreča je ta, da od nekdaj ni bila ena slovenščina zame, ne? Ampak jih je bilo vedno več. Ne? Skratka, ena je bila, prvič, to ni moja materinščina, skratka, že v osnovi sem se učil nekega drugega jezika, potem je bila seveda ena slovenščina, ki smo jo govorili v šoli, ena s prijatelji, ena potem, ki si jo razvil za neko javno nastopanje. Skratka, nisem bil tako določen z jezikom, slovenskim jezikom, ki ga govorim, ne, kot nekdo, ki je pač govoril tako, kot je doma govoril, potem govoril tudi v šoli, govoril tako s prijatelji in zdaj, ko mora priti na oder, nekako ne more, da ne bi tolkel v svojem ali slengu ali pa dialektu. Ne. Skratka, za nas je bil jezik v bistvu večplastna zgodba. Ne. In prav ta čefurščina, skratka, je jezik neke svobode, ne.
kjer si ti rekel, ne, jaz tako govorim, ker hočem govoriti, ne, to je tisto, ne zato, ker ne znam drugače, ne, jaz hočem narobe govoriti. Izbira je pomembna, In ne? to je izbira, ne, in pri tej diskriminaciji je stvar v bistvu ta res pomembna izbira in to je Sani prej zelo lepo povedal, da v bistvu, če si temnopolt, pa te izbire nimaš, ne. In to je ta razlika. Če si slaboviden, nimaš izbire, ne moreš zdaj reči, pa malo boljš videl ali pa malo slabš, ne. Skratka, ogromno te diskriminacije povezanih s tem, da ljudje nimajo izbire, medtem ko si je pač en del te generacije, ki jaz pripadam, lahko to vseeno zbrala. Skratka, jaz seveda zdaj ne moram več po vseh teh knjigah skriti, da so moji starši oddol, ne. Ampak ne rabim pa kričati tega, skratka, če pridem, hvala Bogu ne hodim več na šalterje v banki, ampak tudi če pridem, verjetno bi mi vzeli moj denar, ne, ker bi jaz rekel, dober dan, a mi lahko prosim tole položite na moj tekoči račun. Bi se jim lepo nasmehnil in bi verjetno vzeli, ne, skratka, komod imam izbiro, da skrijem, ker lahko bi pa tudi prišel pa rekel, lahko to daš gor na račun, prosim, ne. In pol bi pa verjetno imel iste težave kot Sani, ne. Tako da, ja, jezik je sigurno pri tem vsem pomemben in še vedno tudi danes v bistvu na nek način breme marsikomu, ker ga ta jezik razkriva kot drugačnega, kot priseljenca. Še vedno verjetno se marsikomu zgodi, da ko, ne vem, začne govoriti, vsi pogledajo, vi pa zelo dobro govorite naš jezik, ne, pa je bil tukaj rojen, pa je to mogoče njegova materinščina, ne, pa so vsi presenečeni, da zna slovensko, zato ker pač ne zgleda kot tipičen Slovenc, ne. Skratka, jezik je zelo večplastna zgodba, ne. Hvala. Imamo zelo malo časa, tako da bom Tadej pa Sani prosila za malo krajše odgovore, čeprav s težkim srcem to rečem, ampak moramo res dati še možnost tudi publiki, ki najbrž nestrpno čaka s svojimi komentarji in vprašanji. Sani, rekli ste v enem intervjuju, pa tudi danes ste to že rekli, da se še vedno počutite diskriminiranega in da se še vedno ne znate na to odzvati. Torej, kako se spoprijemate s tem, ali pa kako bi si želeli, da bi se, pa ne zmorete, ne? Se pravi, to se mi je zdel en tak zelo pomemben poudarek, ne? Res, ja, kako se človek odzove, ali pa naj bi se. Mislim, jaz se ne odzovem, jaz se skrijem, jokam 3 dni in pol grem naprej. Nimam se kaj odzivati, dokler Slovenija ne priznava Palestine kot države, dokler ne obesijo palestinsko zastavo za žrtve 10.000 otrok, jaz ne vidim progresa proti diskriminaciji. Jaz mislim, da je to politika je zelo povezana in mediji z rasizmom in diskriminacijo in točno vemo, odkot prihaja in od katerih kolonizacij in od kdo je to naprej nadaljeval, tako da ne bom zdaj šel predaleč. Tako da jaz ne vem, kako reagirati na to, kar delam do zdaj, da ozaveščam, da delim resnico, kako jo jaz vidim in sem vzor tukaj Slovencom in drugim migrantom, kako se integrirati in biti pač pošten državljan in naučiti se slovensko in pokazati Slovencom, da smo pač rjavi ali pa rumena košci ali rdeča, kjerkoli druge barve kože, isto ljudje kot Slovenci, ampak vse kaže na to, da zares za manj, no. Zato sem zelo žalosten, ker vidim dvoličnost vsakodnevno, kako se dela z problematiko, če je pevc v igri ali pa če je črnc ali pa rjavokožec. Ne vem, zares nimam nekega optimizma. Razmišljam o tem, da bi se preselil nekje, kjer ni veliko ljudi, pa ven iz Slovenije, ker zares ne vidim nekega optimizma, ampak je skozi slabše. Se pravi, tisti, ki so me čefuri sprejeli 20 let nazaj, so zdaj poslovenjeni in gledajo na rjave in črnce enako kot Slovenci čefurje, ne.
Se pravi, to je bil še dodatni šok zame, da človek, ki je begunec iz Bosne, zdaj piše pobite vse migrante. To je meni absurd. In ta človek, ki piše pobimo vse migrante, klikneš njegov profil in je slikan z Edo Majko. Pač ta svet je res na glavo obrnen in jaz nimam več optimizma, da ne bo v Sloveniji diskriminacije in rasizma. Na Metelkovi je 10-20 migrantov ali beguncev ali kakorkoli kličete, ki dela neke probleme. In zdaj cela Ljubljana je v strahu in ne zna se soočati z 10 črnci na Metelkovi. Zdaj pa mene zanima, kako se v Berlinu lahko soočajo z 300-krat več s temi in se družijo z njimi. In aktivisti se bojijo teh 5 in tako naprej. Ne vem, grozna situacija v Sloveniji in kakor pravim, ne bo nič bolje, dokler ne take organizacije, kakor je tole danes, ne začne pritiskati na politiko in na medije. Ker medij je glavni vzrok rasizma, ki v bistvu sam meče nafto v ogenj, da je še več sovražnosti. Ne vem, DJ-ju sem tudi v Novem mestu, kjer vemo, da imajo probleme z Romi oziroma s Cigani. Tam je enega nabal in prišli so do mene, Cigan je enega Slovenca razbal. Čez 1 uro smo pa videli, da sta se pač 2 Slovenca stepla. Ampak tam je že to toliko aktualno, da karkoli se zgodi, prvo rečejo Ciganje. Če je neki ukrade, rečejo Ciganje ukradel. In pol, če dokažejo, da ni, če ne, je pa pač Cigan. Ampak prvo je vedno Cigan. Karkoli se zgodi, je Cigan. Tako da, tudi enemu prijatelju so nekaj ukradali, pa so napisali, ja, Ciganje, to so Cigani ukradali, pa je en napisal spodaj, te kamere, da boš videl, kdo je, pa sem jaz napisal zraven, se ne rabiš dati kamere, vse vemo, Cigan je bil, ne? In tako, kot je v šolskih in otroških zvezkih, kjer imate zelo popularne pravljice o tem, kako Janeza ukrade Cigan in točijo mlade otroke. Jaz bi to vse vrgel ven iz vrtcev, iz šole, to nima tam kaj biti, da Cigan krade, Janez je pa od Boga poslan, ne? In nikoli ni nič ukradel gospod Janez. Še Tadeju podobno vprašanje, se pravi, vi ste bili recimo vsaj šikanirani zaradi spola v nekem feminiziranem okolju. Kako ste se pa vi recimo, na koga ste se obrnili, kdo vam je nudil pomoč, oziroma kaj bi danes, evo, dajmo zaključiti, mogoče vsem kljub samo poskušamo biti optimistični, kaj bi danes nekomu svetovali, če bi se recimo znajdel v vaši koži, ali pa Sanjevi, ali pa Metkini, ali pa Jelenini, ali pa Goranovi, ali pa od kogarkoli, ne? Ja, jaz mislim, da ga ni človeka na tem svetu, ki bi svoje življenje preživel brez nekih ovir, barijer, da se bom nekaj karkoli postavilo na pot, ne. In kakršnokoli poklic že opravljamo, kakršnokoli že je naše poslanstvo, jaz mislim, da je najbolj pomembno ohraniti dostojanstvo, vero v sebe, prepričanje v svoje sposobnosti, obdržati prijatelje blizu, včasih sovražnike še bliže, tako rečejo, ampak gore se ne da razbiti s cepinom, niti se ne da premakniti, pa se lahko še tako z glavo zabijamo vanjo, ne. Vsi ti predsodki, vsa nasprotovanja, s komkoli se srečujemo, s čimkoli se srečujemo, mislim, kot ena velika gora, taki veliki monolit. Ne da se razbiti, ne da se premakniti kar tak, ne. Mislim, lahko jo pa preplezaš, greš na drugo stran, pogledaš z višine in greš naprej, presežeš. Tako da jaz mislim, da je to eno od zelo dobrih receptov
da ne narediš, srečaš se z krivico, srečaš se z nepravico, srečaš se z bedakom, po domače povedano. Ampak ti moraš biti tisti, da ti nisi, da ne greš na njegov nivo, ampak presežeš njegove besede, misli, dejanja, z dostojanstvom, z lepo besedo, še vedno z iskrenostjo. Dostikrat se meni to že zgodilo, da sem na tak način razorožiš človeka, ker dejansko nima nekih argumentov dejansko proti tebi, ampak je samo skup nekih prepričanj, nekih floskul, ki jih ima, tako zdaj, si prilega rekel, cigani, si bi nekaj imeli proti, ker zaradi tega, ker pač ni drugega, ne. Ampak s svojim zgledom, s svojimi dejanji, ne, jaz mislim, da je to. En po en, tako štejemo do milijon. Hvala. Hvala vsem za to odlično debato, ki bi očitno lahko še trajala, ampak časovnica je naša realnost. Zdaj bi seveda dali možnost občinstvu, da vpraša, komentira, prosim vnaprej na kratko, ker smo tako rekoč že na odmoru. Kdor bi želel besedo, naj z roko nakaže in bo hostesnik ali hostesnica prišel z mikrofonom. Prosim tudi, da se predstavite in postavite vprašanje oziroma komentar. Izvolite. Mi smo pripravljeni. Dobro. Potem bomo zaključili in se razveselimo odmora. Vidimo se, tukaj v scenariju mi piše ob 11, 10 čez 11 recimo. Vabim vse, da ostanete z nami naprej na naslednji okrogli mizi, ki bo nam nek drug način tematizirala ista ali pa podobna vprašanja. Hvala gostom in se vidimo 10 čez 11.